Partizani so domačinom Svetega Vida nad Cerknico med drugo svetovno vojno povzročili nepredstavljivo trpljenje. Dne 24. aprila 1942 je štab 3. grupe odredov z vednostjo generalnega štaba Osvobodilne fronte poostril odnos, citiram, proti onim Slovencem, ki posredno ali neposredno pomagajo okupatorjem. Uresničiti je bilo treba gesli Osvobodilne fronte, ki sta se glasili: niti mrvice našega narodnega premoženja okupatorju in zob za zob in glavo za glavo. Osvobodilna fronta je prepovedala vsako sekanje lesa, razen za lastne potrebe kmetov, ter partizanom naložila dolžnost, da streljajo na vse tovorne vlake in da vsem denunciantom, ki so obsojeni na smrt, zaplenijo vse imetje in zažgejo njihova poslopja. Komandant Mirko Bračič in politični komisar Aleš Bebler sta prav tako dovolila, da partizani prostoročno zaplenijo vse predmete, ki niso nujno potrebni za življenjski obstoj kmetov. Če partizanski četi na pohodu zmanjkovalo hrane, je imela pravico zapleniti nujno količino hrane, po možnosti pri najpremožnejših ljudeh, torej tistih, ki so zanjo najbolj delali. Prav tako so po tem ukazu lahko partizani brez premislekov zaplenili predmete gasilskih in podobnih društev, bodisi da gre za narodno last. Od partizanov so bile zahtevane vsakodnevne akcije, po noči in po dnevi, od manjših sabotaž do streljanja na italijanske vojašnice od daleč. Vse to se je dogajalo brez upoštevanja domačinov in civilistov, ki so za partizansko izzivanje drago plačali z represijo, internacijami, požigi vasi in streljanji. Osvobodilna fronta se je tega dobro zavedala, citiram, pri izbiri akcij moramo prenehati s pretirano obzirnostjo do domačinov, češ, vas bo trpela, če se bo v njeni bližini izvršila akcija. Primeri, ko so partizani po izzivanju okupatorja stopili v bran domačinom, so praktično neobstajajoči, največkrat so se preprosto umaknili. Torej, strah domačinov je bil neznosen iz 3 razlogov. Prvič, da so si partizani vzeli kot pravico ropanje in krajo njihovega premoženja in hrane. Drugič, civilizacijski šok ob umorih otrok, žensk in celotnih družin, česa takega ljudje dotlej še niso doživeli. In tretjič, povračilni ukrepi italijanskega okupatorja, ki so bili odgovor na te partizanske akcije.